Imeli smo šolsko zabavo in po njej sva si začela pošiljati SMS-e. Med njimi so bile tudi fotografije, vsak dan bolj razgaljene. Tega od mene nikoli ni zahteval, sem pa imela občutek, da to pričakuje. Hotela sem, da bi mu bila všeč, da bi bil moj fant. Ko sem čez nekaj dni prišla v šolo, so se mi vsi smejali, saj je fant moje razgaljene fotografije pokazal še drugim sošolcem. Mislila sem, da bom umrla od sramu. Mojčina zgodba ni edina. Medijski strokovnjaki namreč opažajo, da je takšnih zgodb vse več. Delali smo analizo medijske uporabe pornografije in pri tem smo pri 12, 13 in 14 letnikih ugotovili približno 25% je bilo takih, ki redno pošiljajo svoje gole fotografije. Razširjanje fotografij golote po spletu se tujko imenuje sexting. V raziskavi so mladi povedali, da to počnejo, ker si želijo dvigniti samozavest, pritegniti pozornost, da bi bili priljubljeni ali pa kar tako za zabavo. A pozor, razširjanje fotografij mladoletne osebe pri nas velja za hudo kaznivo dejanje širjenja otroške pornografije. Je možen tudi pregon, kar pomeni, da policija preišče kaznivo dejanje in o tem obvesti recimo tožilstvo, ki sproži morebitne nadaljnje postopke. Tudi za mladoletne storilce je kazen določena. Obiskovati bodo morali svetovalce, psihologe, socialne delavce, morda šolsko svetovalno delavko. Mojčin fant je fotografije kazal in pošiljal svojim prijateljem. Zdaj je Mojco strah, da bodo fotografijo videli tudi njeni starši. Trenutno najboljši nasvet, ki ga lahko dam ta trenutek, je, da se deklica, a pa tudi drugi otroci v takih primerih, oglasijo skupaj s starši na policijski postaji, najbližji policijski postaji in vložijo neko prijavo. Ko fotografijo daš na splet, tega ne moreš več izbrisati, tam ostane za vedno. In ko pošlješ eno, se lahko zgodi, da te bodo izsiljevali in jih hoteli še več. Zato svoje telo rajši skrij pred očmi neznancev na spletu.